Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. 72-letni pustolovec Jure Šterk je pogrešan. Pred Avstralijo so videli njegovo jadrnico, njega pa ni bilo na krovu. Novico je potrdilo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Jadrnica pluje okoli 1000 morskih milj pred avstralsko obalo brez nadzora in z zlomljenim jamborom. Šterk je 25. oktobra 2007 odjadral okoli sveta. Državni zbor ni ratificiral pristopnega protokola o pristopu Albanije in Hrvaške v NATO. Pred glasovanjem je bila seja namreč prekinjena na zahtevo SDS, ki je bila nezadovoljna z zavrnitvijo zaključnega računa. Sporno vprašanje je, ali je imela Slovenija proračunski presežek, kot trdi SDS, ali primanjkljaj, kot je prepričana vlada. Proračunske dileme so seveda ostale v senci slovensko-hrvaških odnosov. Zakaj bi Hrvaško in Albanijo morali podpreti pri vstopu v NATO, nam je pojasnil samostojni poslanec Franc Pukšič. Ne gre za to, da bi bila Slovenija bolj varna država, ampak dobro je, da Hrvaška in Albanija skrbita za svojo varnost in da sta tudi skupaj v NATO soodgovorni za varnost celotne regije. Slovenski premier Borut Pahor pa je medtem neuspešno poskušal preko telefona priklicati hrvaškega premierja Iva Sanaderja, vendar zaradi tega ni izgubil optimizma. Vsi ti majhni zapleti, ki so povezani z dogovarjanjem, uspešnim ali neuspešnim o srečanju obeh predsednikov vlad in zunanjih ministrov, so le neka epizoda, ki bo hitro pozabljena. Če bi prišlo v relativno kratkem času do srečanja, do neke odločitve, ki bi bila podkrepljena s trdno politično voljo, da želimo izkoristiti letošnje leto za nov iskren poskus, da rešimo vprašanje, ki obremenjuje obe državi predolgo. Predsednik SDS je zagotovil, da bo njegova stranka podprla vstop Hrvaške in Albanije v NATO. Zaupal pa nam je tudi nekaj podrobnosti o svojih komunikacijah z Ivom Sanaderjem. Jaz se podobnega primera ne spomnim, tudi zdaj ne vem, ali gre za 3 ali za 4 ali za 2 dni, različne stvari sprašujete. Mislim pa, da mora komunikacija med vladama dveh držav, še posebej, če sta to sosednji prijateljski državi, vedno teči. Še posebej mora biti intenzivno takrat, kadar so kakšne zaostritve oziroma nerešena vprašanja. Vi imate mobilno številko telefona gospoda Ive Sanaderja, ki bi jo lahko posredovali Borutu Pahorju, da ga lahko osebno pokliče svojega mobilnega telefona? Torej, imam več mobilnih številk gospoda Sanaderja, sem jih zelo redko uporabljal iz razlogov, ki jih je razložil gospod Rop. Vendar pa mislim, da to ni problem, mislim, da ima tudi gospod Pahor vse te številke in da ne gre za tehnični problem. Takole pa je odgovoril na vprašanje hrvaškega novinarja, ali je za Haag ali za mediacijo. Sem za vsako pot, ki bo pripeljala do rešitve, vendar se treba uskladiti okrog okvirov, ki so sprejemljivi za obe državi. Opozicija in vlada sta sklenili, da se bosta v partnerstvu dogovarjali samo o vprašanjih reševanja gospodarske krize. Za mnenje o tem, da v partnerstvu ne bo dogovorov glede ostalih vprašanj, kot so vojni zakoni, pokrajine in izbrisani, smo vprašali predsednika SNS Zmaga Jelinčiča. Jaz vendarle pričakujem, da bodo te sestanki bolj tehtni, da se bomo zmenili kaj bolj zares. Predvsem pa pričakujem od vlade, ki je bila izvoljena od ljudstva, ki je dobila mandat, da vlada Sloveniji, da jo vodi naprej, da bojo oni kaj naredili. Ne pa, da bomo imeli neko vlado narodne enotnosti, ki ne bo pripeljala nikamor, samo pomagala bo kakšnim določenim politikom, da bojo mirno sedeli več časa na svojih pozicijah. Na notranjem ministrstvu so pred kratkim ponovno prešteli izbrisane in ugotovili, da jih ni 18 000, ampak nekaj preko 25 000. Za komentar smo povprašali poslanca SDS Branka Grimsa.
Očitno je v ozadju velik političen interes, da se poveča volilno bazo tranzicijskih levičarjev, ki jim je očitno potrpljivih volivcev zmanjkuje. To z vidika teh odškodninskih zahtevkov v času gospodarske krize pomeni, da lahko padejo še tista dobra podjetja in ostanejo brez službe še tisti ljudje, ki v tem trenutku v Sloveniji vzdržujejo pač sedanjo blaginjo, sedanjo kvaliteto življenja. O visokem šolstvu komentar dneva Matej Makarovič. Kot eno od verjetnih področji konfrontacije v slovenski javnosti in politiki se kaže visoko šolstvo. Težko bi bilo naključje, da si je prav to področje kot ministrski resor izbral predsednik druge največje vladne stranke, ki bi si lahko v sedanji oblasti sicer izbral katerikoli položaj razen premierskega. Je mogoče, da bi tako vrhunski politik zase izbral področje visokega šolstva in znanosti samo zato, da iz njega umakne politiko? Bolj verjetno so na obzorju drugačni premiki. V zadnjih letih so se v več regionalnih središčih razvile nove visokošolske institucije, ki so študentom omogočile redni študij brez šolnine. A vsem to pač ni všeč, še posebno ne starim univerzam, ki so bile s tem prikrajšane za možnost izkoriščanja študentov v okviru svojega izrednega študija. Zakaj bi namreč nekdo danes za drag denar izredno študiral v Ljubljani, če lahko brez šolnine študira tudi v domači regiji? Zato razumem bes rektorjev slovenskih univerz, ne morem pa odobravati njihovih motivov, pohlepne želje po ohranitvi in obnovi lastnega monopola. Najbolj sprevrženo pa je, ko se želja po monopolu skriva za frazami o kakovosti. O kakovosti poskušajo pridigati iz Ljubljanske univerze, kjer se en profesor naenkrat ukvarja s stotinami študentov, kjer iz klavrnih znanstvenih dosežkov mnogih profesorjev ni mogoče ugotoviti, kako so sploh prišli do habilitacije, kjer zaposleni sami priznavajo, da je študij postal industrijska proizvodnja. Če prav razumem rektorje starih univerz, je zanje kakovost predvsem bleščeča zgradba, ki jo plačamo davkoplačevalci. Zame je kakovost nekaj drugega. Individualno delo s študenti, delo v majhnih skupinah, raziskovanje in dobre znanstvene objave. Tudi minister Golobič rad govori o kakovosti. Kmalu pa bomo videli, kaj si pod tem v resnici predstavlja. Če misli s kakovostjo iskreno, se lahko z njim samo močno strinjam. Če pa je kakovost zanj floskula, namenjena političnemu računu z odločnimi institucijami in varovanju starih monopolov, bo prinesel v akademsko sfero novo in skrajno škodljivo politizacijo. Slovenija, 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 kulturac. Hrvaška skupina Let 3 je v Ljubljani predstavila svojo novo ploščo in maloštevilni publiki prikazala svoje talente, med katerimi izstopa izstreljevanje zamaškov iz zadnjic, prebrala svoj manifest in ljudem delila drogo. Sredina, blizu naše zemlje. Živo pičko nam gre na Hrvaškem zelo dobro, tudi zato, ker so Hrvati pizde. Ne dvomimo, da boste živo pičko dobro sprejeli tudi v Sloveniji. Slovenci so kulturna, fina nacija. Država je civilizirana, mirna in napredna. Mi, Let 3, bi se radi preselili k vami. Kinoteka je v sodelovanju z ambasado Združenih držav Amerike sinoči izvedla projekcijo filmov Luisa Buñuela, Andaluzijski pes in Zlata doba. Kultna filma pa je spremljal jazz kvartet Griffith Stevens Project. Člani ekipe so filma videli enkrat oziroma dvakrat, nastop pa se je odvil kot igriva improvizacija. This one was more surreal and more images of different kinds of, I would say, spitters and spatters of colors. That's how I thought of it. Miles, if you're not a clown, I don't know who is. Send me the clown, baby! Come on, let's go! Come on, let's go! V evropskem mestu Ljubljana je v centru mimoidoče zabaval romunski klovn, ki je na paličici vrtel krožnik in trobil s piščalkami. Ker je po 3 dneh nastopanja na skoraj istem mestu očitno preveč zmotil javni red in mir, so ga obiskali policisti in ga podrobno preverili.
No, vidite, tukaj pa gospod župan. Gospod župan pa prihaja mimo in... Ne odhaja. Odhajate. Še vreme, očitno je dovolj padavin, saj izbrisani rastejo kot gobe po dežju. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.